Od 1. februarja dalje morajo študenti in dijaki 15,5% svojega zaslužka prispevati v državno blagajno. O bistvenih spremembah, ki jih uvaja novela zakona o začasnem delu študentov in dijakov, smo se pogovarjali s tistimi, ki so sodelovali pri oblikovanju novega zakona. Ena bistvenih sprememb je, da se bo opravljeno študentsko delo štelo v delovno dobo. Ključna sprememba je, da se študentsko delo ohranja v enaki obliki kot do sedaj. Pomeni, da bo sam postopek za študente, za delodajalce popolnoma enak kot do sedaj, ne bo nobenih dodatnih administrativnih ovir. Kar pa je pomembno pa je, da se bodo po novem tudi od študentskega dela plačevali prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter prispevki za zdravstveno zavarovanje in na drugi strani bodo študentje, ki opravljajo študentsko delo, iz tega naslova pridobili tudi pravico do pokojninske dobe in seveda kasneje nekega dne do pokojnine. Se pravi, s spremembami zakona smo dosegli večjo ekonomsko in socialno varnost študentov, ki opravljajo študentsko delo. Pri oblikovanju novih pravil študentskega dela je sodelovala tudi Študentska organizacija Slovenije, kjer so se zavzemali za to, da bi se študentsko delo štelo v delovno dobo. To je dobro iz tega vidika, ker se danes mladi kasneje vključujemo na trg dela, ne več pri 21, bolj blizu 30, in je prav, da mogoče določeno količino delovne dobe in pa vplačane pokojninske dobe že začnemo z redno zaposlitvijo. Ravno zaradi tega, ker bomo tako pozno gremo na trg dela, da se kasneje ne bomo delali do 70. leta. Kaj to pomeni v praksi? Če je študent prej zaslužil 100 evrov na mesec, je moral delodajalec zanj plačati 130,38 evra. Po novem bo moral za študenta plačati dobre 3 evre več, torej 133,74 evra, saj bo moral za pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačati 8,5%. Poleg tega bo podjetje, kjer bo študent upravljal delo, moralo odšteti še 6,36% za njegovo zdravstveno zavarovanje in dobrega % prispevka za zavarovanje v primeru poškodb pri delu in poklicnih bolezni. Študent, ki je prej zaslužil 100 evrov, pa bo moral v pokojninsko in invalidsko zavarovanje dati 15,5% in bo zato po novem dobil 85,5 evra. Po mnenju predsednika Študentske organizacije Slovenije, plačevanje prispevkov ne bo močno vplivalo na zmanjšanje študentskega dela. Za delodajalca ostaja študentsko delo najcenejše, fleksibilno, ki si ga lahko pač planirajo glede na njihove specifike. Je teh 15,5% prispevka, marsikje se lahko za teh 15% zniža, tako kot se tudi pri plačah zniža. Marsikje pa bodo tudi delodajalci prevzeli na sebe ta strošek, tako da tu ni neke enotne formule. Ja, name kot delodajalce mislim, da ta zakon ne bo toliko vplival, kakor na moje kelnarce. Je pa res, da bo njim konec meseca, da se jim bo poznalo na plači to, ker bomo mogli pač dati iz svojega žepa neki, teh 15%. Si pa želim, da jim bom lahko toliko povečal s časoma, da bom lahko toliko povečal jim plače, da bo to boljš, da bo v bistvu na istem, kakor so bile zdaj. Sem pa pač začetnik v tem biznisu in mislim, in upam, da bom čim prej lahko prišel do tega in je tudi za nas, ker smo mladi, to zelo težko. Ja, zdaj po eni strani, glede na to, kakšen je zdaj stanje v naši državi, smo zelo veseli, da bomo sploh imeli pokojnino,
pa na stara leta, zdaj po drugi strani, ja, se bo pa mesečno zelo poznal. Glede na to, da študente zelo težko danes dobimo delo, ne, jaz jih veliko poznam, kaj brez del, smo lahko veseli, da sploh imamo oni, ki imamo. Tako da zdaj bomo videli, kako bo šlo naprej, ne, s tem denarjem pa to. Ja, drugače pa tako, glede na to, da delam že 2 leti od svojega 18. leta, ne, pa imam delovne dobe 0 meseca, ne, je bil zadnji cajt, da se že enkrat začne to nekaj tudi poznati, ne, da bom, ne vem, po faksu pa to bom stara 25 let, če se vse dobro izide, ne, da bom imela vsaj nekaj za sabo, ne, da bom pri 25 začela in bom mogla delati do, ne vem, najboljš do 70. leta, ne, ker pač tako je danes. Tako da, ja, meni je kar všeč, da se je to zdaj uvedlo. Pomembna sprememba, ki jo uvaja nov zakon, je tudi minimalna urna postavka, ki je 4,5 evra bruto oziroma 3,8 evra neto. Z novim zakonom uvajamo tudi minimalno urno postavko za študentsko delo. Ta je izračunan iz zneska minimalne plače. Se pravi, tako kot posameznik, če bi cel mesec delal, mora dobiti najmanj minimalno plačo, tako tudi študent, ki bi cel mesec delal, mora dobiti najmanj minimalno plačo. Jaz vem, da marsikdo je delal ORNGGR-ov, od mojih vrstnikov pa so dobili po 3 evre, 3 evre pa pol, 2 leti nazaj, 1 leto nazaj, tako da ja, se mi zdi zelo dober. Tale 4 ure pa pol, ker se na koncu meseca pozna in na koncu leta, če se šteje, še to ogromno. Izpostaviti velja še varovalko v zakonu, ki določa, da bo v primeru, da bi se zaradi uvedbe novega zakona obseg študentskega dela zmanjšal za več kot 15%, bo ta oblika dela z naslednjim letom cenejša za dodatnih 7%. Na trgu dela velja takole, ne? Delo mora biti opravljeno. Se pravi, na eno izmed legalnih oblik dela. Se pravi, če bo manj študentskega dela, bo morda zato več pogodb o zaposlitvi, kar pa ni nujno slabo. Tam, kjer so delodajalci do sedaj zlorabljali in zahtevali od študentov namesto pogodbe o zaposlitvi, da delo opravljajo preko študentskega dela, če tega več ne bo, je to kvečjemu pozitivno tako za državo, kakor tudi za študente.